Cenjene gospe in gospodje, spoštovani gostje, dobrodošli na večeru, ko zrak diši po prebujanju, ko se svet odpira svetlobi, ko se jutra znova prebujajo v ptičjem petju, ko barve postajajo drznejše. Pomlad je tu, ne le kot letni čas, temveč kot občutek, kot obljuba, da se vse lahko začne znova. In kakšen bi bil pomladni večer brez umetnosti? Prav danes, 21. marca, obeležujemo tudi Svetovni dan poezije, praznik besede, ki zmore prav to, kar zmore pomlad. Prebuditi, osvežiti, predramiti, pobožati dušo in razplanteti srce. A beseda sama še ne pove vsega. Glasba jo dopolni in jo ponese tja, kjer čustva govorijo glasneje od besed. Zato naj bo nocojšnji večer preplet obojega. Naj se vers sreča s tonom, naj glasba razširi tisto, kar pesem nakazuje, in naj v ritmu pomladi zazvenijo glasovi mladih umetnikov gimnazije Celje Center. Dijaki z mentorji nam bodo skozi glasbo in poezijo podarili večer, ki bo kot pomladni veter, blag, a neustavljiv, prinašajoč svežino, lepoto in nov navdih. Še posebej nas veseli, da ste nocoj z nami. Janja Sluga, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije. Jolanda Bek, predstavnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ravnatelji osnovnih in srednjih šol ter predstavniki Mestne občine Celje. Danes je čuden dan. Ljubje dreves dobiva drugačno barvo. Drugačna je mrežasta jedkanica vejic in vej na plošči neba. Drugače si s kljunom ptič razčesava perje in grmič za železno ograjo je kot spremenjen. Že grmi zeleni slap pomladi skozi prodore močnih korenin. Kopno je na begu, pred napadi cvetja in zelenih površin. Ste začutili? Prav danes je prišla. Z vetrom od juga je zadišala, sprožila deževno kapljo na tla in s kril dveh ptic pod nebo se je pognala. In že je povsod, na češnjevih brstih, v ževnih mladikah, v otroških piščalkah in sredi srca. V našem vrtu spet se češnja preoblači, s dežjem se umiva, s vetrom se krtači. In pomlad ji tako lepo krilo šiva, da ji prav zares je mladenka nevoščljiva. Kdo je, se sprašuje, dal ji tako krilo? Kje so kupili zanj takšno lepo svilo? Gleda in modruje, vem, pomlad je mama, tudi moja včasih zame šiva sama. Ampak kdo je oče? Tam v svinjini nad gorami sonce žvenketa s cekini. Ah, pomlad, pomlad, to rojenje, ki penje mladosti, sveta nebrzdanost v strasteh, klic v življenje, petje ptic, hoja po novih poteh. Pomlad, ta čudež v gozdovih in poljih, ta čudež v nas, ljudeh. Nekaj je v zraku, lepega, nežnega, mimobežnega. Nekaj je v zraku, čuti se, sluti, kot dih in drget, kot šum in šepet v slednji minuti. Nekaj je v zraku, kot vonj svetlic, kot lučke, svetleče v mraku. Ali ljubezen, njen dih in vzdih. Ali pa pesmi skrivnostne navdih. Dragi gostje, vi jo čutite?
Pomlad je čas prebujanja, narave, sanj in src. Je čas prvih cvetov in novih začetkov, pa tudi čas, ko se ljubezen zdi nekako bližje, močnejša, skoraj neizogibna. Ampak, Neža, ali ni bilo v ljubezni povedano že vse? Morda res, a ljubezen, tako kot pomlad, ne pripada zgolj preteklosti. Vedno najde nov način, da nas preseneti, pretrese, prevzame. Rodi se v pogledu, ki ga še nismo srečali, v besedi, ki je doslej ostala neizrečena, v pesmi, ki jo šele začenjamo razumeti. In takrat vemo, da še ni bilo povedano vse. Je ljubezen večna zato, ker je nikoli ne razumemo do konca? Dragi gostje, vi jo razumete? Vrljivo je upanje, ki šepeče ljubezni sporočilo, ni ga v njem. Ničesar, kar bi mogel vedeti, dokler ne zatava, se ne izroča v padcu. Ne veš, kaj na tebi bo spregovorilo, ko boš prišel k meni, kakšen dih bo sunkoma prodrl življenje. Ne veš ničesar o slovesu. Kdaj nasmeški spet veljajo hrepenenju, me svarijo. Samo skozi me greš. Kakor plima me preplaviš, da nabreknem in v napetosti odsevam tvoje leske. Da sem prhka, otrdela, ko presahneš z barvo starosti. Ničesar več ne veš, saj ljubezen ne pomni, samo sanja. Bi ljubkovala neke roke človeške, neko lepo glavo, neke zaprte oči. Bi čutila neko jabolko Adamovo, bi slutila zamik belih kosti. Ne bojim se tvoje gole teže, ne bojim se tvoje gole moči. Ko me prekrneš, je na one koncu vse tvoje. Na tem leži vse veselje moje, tam padaš globine, tam širiš vesolje. Kaj ne čutiš odhajajočih dotikov, v nočih trgajočih odmikov? Vse je res, kar slutiš. Včasih se želim spustiti do bližnjega morja in nazaj, pa te ne morem zapustiti. Spojam se nedokončana, vroča in slana. Ti me moraš narediti. Vzemi me in ne sme se ponoviti. Poglej, zunaj sonce, tu pri vidno izenačeni gladini, v kuhinji se odleplja zid. Nemo pričevanje bolečine, ni drugih gostov, le ti in ti in ti in ti. Na mizi kozarec vina, rdeči belin oprta. Vzdaj je vpisan čas v prelom telesa, ko te razdalje med nama jemlje nase. In potem, naenkrat, odmakneš pogled
in jaz te odtlej zgolj jemljem na znanje. Pridi in v mojem objemu postani nekdo drug, tisti, ki z odhajanjem ostaja, tisti, ki ve za skupno težišče naju obeh. Kaj naj še rečem? Nič, je kot vse, neodvisno od pomena. Objemi in ljubi me zunaj imena. What if this life is the one that we begged for? What if my higher power let me come back so that I could see the mountains again? Be on the lake while the sun kissed me. Laugh with my friends until my stomach hurts. Get my heart broken over and over. Cry uncontrollably in the shower. Buy myself flowers 1,000 more times. Hear a beautiful song for the first time. Or fall in love. What if I made a promise that I would never forget the miracle of being here? Engla, že galba, dva, to nam to
ne prižigaj luči. Že dolgo me ni zbudil.
vsem glasbenim skupinam, ki so nocoj s svojo umetnostjo prepletle zvok in čustva ter nam pričarale nepozabno doživetje. Preden sklenemo nocojšnje druženje, vabim k besedi ravnatelja gimnazije Celje Center, profesorja Roka Lipnika, ki bo z nami delil nekaj misli ob tem posebnem večeru. Dragi gostje, začetek pomladi na gimnaziji Celje Center tradicionalno obeležimo s pozdravom pomladi, zato res prisrčno dobrodošli na našem pomladnem koncertu, ki nas navdaja z novo energijo, nas prebudi, kot se prebuja tudi narava. Današnji dan, 21. marec, je tudi posebej čaroben, saj poleg začetka pomladi obeležujemo tudi svetovni dan poezije. In poezija je kot pomlad, oživlja, očara in odpira srce. Naj nas ob tej priložnosti navdihnejo verzi iz pesmi slovenskega pesnika Srečka Kosovela, ki je zapisal: O, kako rad sredi trav bi stal, drevo, ki čuti v sokovih, da pride pomlad, da bi pognal, da bi se skošatil v vrhovih. Sredi zelenih roz, kakor ognjen, iščem lepote, a vsa mi je tuja. Zrak je negiben, vendar steklen. In vendar pomlad. Aleluja. Kosovela poezija nas opominja, da so pomladni dnevi čas za upanje, za veselje in za povezovanje. Tudi to je čas, ko v nas vzklije nova življenjska moč, ki jo delimo drug z drugim in svetom okoli nas. Naj današnji koncert odmeva v duhu teh sporočil. Naj nas glasba združuje in spominja na lepoto pomladi in ustvarjalnost poezije. Skupaj praznujemo začetek novega letnega časa in moči umetnosti, ki nas navdihuje. Hvala, da ste z nami in uživajte v čudovitem večeru. Še naprej. Gospod ravnatelj, hvala za vaše besede. Pomladanski koncert tradicionalno sklenemo s posebnim poklonom dijakom in dijakinjam, ki stopajo na novo življenjsko pot, zaključujejo srednješolsko izobraževanje in s tem tudi svoje ustvarjanje v glasbenih sestavih GCC. Njihovi mentori jim bodo v znak hvaležnosti za predano soustvarjanje kulturnega utripa šole podarili glasbene vilice, kot simbol nepozabnih glasbenih trenutkov in spodbudo, da glasba ostane del njihovega življenja še naprej. Na oder že vabim članice DPZ GCC, ki bodo iz rok svojega mentorja, profesorja Davida Preložnika, prejele glasbene vilice v zahvalo za svoje soustvarjanje. To so Nina Bovha, Tija Brežnik, Tija Fendre, Kara Ana Košnjević, Katarina Krivec, Teja Porošec, Lucija Leskovšek, Neja Mihelc, Neža Močnik, Maja Pikel, Leja Planko, Rebeka Todgrajšek, Blažka Rezar, Lana Romik, Ines Salecev, Tina Stojan, Nina Šoštarič, Larisa Špur, Lara Šuc, Mija Vedenik in Eneja Verbovšek.
Vodja Noneta GCC, profesorica Barbara Adlič-Kerstein, bo glasbene vilice predala dijakinjama Lari Bevk in Zali Zupan. Mentor članom fantomske vokalne zasedbe Favoza je profesor Daniel Berden. V njegovem imenu pa bo fantom vilice podelil profesor David Preložnik. Te prejmejo Urban Planko, Ažbe Litnik Tirbušek, Gregor Kumberger, Matej Ermakov in Luka Pustišek. Člani glasbenih zaseb The Schlagers in Gypsy Sexteta, ki jim bo glasbene vilice podelil njihov mentor, profesor Sašo Šonc, so Nina Lampret, Manca Maslo, ki je tudi pevka DPZ, Matic Marec, ki je tudi član glasbene zasedbe Favoza, Jan Damjan Vrečko, Tadej Zelenovič in Užbek Račovnik Kotnik. Danes je 21. marec, torej smo pomladi tudi uradno dovolili, da nas obišče in ostane z vsem, kar nam je in bo prinesla lepega. In ker je to letni čas, ki vselej prinaša s seboj veliko sveže moči, je najbrž prav, da odpremo srca, zajamemo sapo s polnimi pljuči in zajadramo v živahno pomladno dogajanje. In pomladnega čudeža res ne gre zamujati. Prav nobenega trenutka, kajti zamujeni trenutek je vrtnica, ki raste v samoti, nikoli podarjena. Zamujeni trenutek je beseda, ki utihne, vase nema, neizgovorjena. Zamujeni trenutek je smehljaj, ki zleti z usnic, še preden razpne peruti. Zamujeni trenutek je vse, kar se vase vsuje, ko se komaj rodi in zasluti. Kaj je življenje, če ga ne razdaš? Kaj je čaša vode, če je ne popiješ? Skopuh si, pa če vse zaklade imaš, a sreče sestram, bratom ne naliješ. Kaj je stoletje, leto, ura, dan, če ti je muka že sleherna minuta? Kaj je molitev, kadar nisi zbran? Kaj je dobrota, če je zlom posuta? Pa prijaznost, če je v njej zavist? Nežnost, če v njej se krivica skriva? In drevo, če manjka droben list? Kaj je lepota, če je gizdava? Kaj je mogočnost, če je brez srca?
In kaj je ljubezen, če se ne zaliva? Iščem srečo. Čakam jo. Mislim, da prihaja. Ampak veste, cenjena publika, sreče ne kupiš na internetu kot drobnarije in oblačila. To ni artikel za supermarket, da jo le plačaš in vzameš in greš. Sreča stanuje tu zgoraj. Sreča stanuje v 7. nadstropju. Lift je pokvarjen, moramo peš. Koliko hoje, koliko muje, koliko teh enoličnih stopnic. Veste? Gospe in gospodje, z nocojšnjo prireditvijo smo vam želeli pokloniti pomladanski šopek verzov, povezanih z glasbo. Dišečo pomladno mehkobo, da bi v vas ustvarila harmonijo, ki naj vas nežno spremlja še naprej. Saj veste, čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, prehiter za tiste, ki se boje, predolg za tiste, ki žalujejo,
prekratek za tiste, ki se veselijo, toda za tiste, ki ljubijo, je neskončen. Naj vas spomnim, da lahko v predverju date prostovoljni prispevek in tako podprete kulturne ustvarjalce Gimnazije Celje Center in nam pomagate pri nadaljnjem ustvarjanju. Sledi še skupna glasbena točka, nato pa vas vljudno vabimo na druženje v stransko dvorano. Hvala in lep večer še naprej.